Pozdravljeni. Naj izrečem en lep pozdrav v imenu organizatorjev, se pravi Inštituta za študije prekariata, gostiteljice Trubarjeve hiše literature in pa Društva pisateljev Slovenije. Torej, današnja tema bo prekarnost zajela zelo specifično, se pravi prekarnost med mladimi bo ožja tema. Se pravi, tukaj smo dali okrog eno listo. Ustvarili bomo eno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanjem prekarnosti med mladimi. Se pravi, ta okrogla miza je šele začetek enega globjega razmisleka, ene interakcije, v katero bomo vključili vse vas, ki ste za to zainteresirani. Torej, same prekarnosti med mladimi se bomo pa pri okrogli mizi v bistvu lotili čez dve vprašanji. In sicer, kako prekarnost razumemo mladi. O tem je več teorij, ki jih delajo ponavadi tisti, ki niso še to mladi. In pa v bistvu, kaj lahko mladi naredimo za to, da bi prekarnost začeli zmanjševati oziroma odpravljati. Torej, naj predstavim moje sogovornike. Goran Vojnović je režiser, je pisatelj in je novinar. Vid Sagadin Žigon je pesnik in pa Aleksandar Spremo je predsednik študentske organizacije Slovenije. Moje ime je Bečar Poglajen, jaz sem urednik spletnega portala Skozi oči prekariata. Se pravi, okrogla miza je strukturirana tako, da v prvem delu sogovorniki nekako razpremo temo in potem v drugem delu jo pa poglobimo v odprtem diskurzu. Se pravi, kjer bo vprašanje in komentarji iz publike v bistvu bo zaželjeni. Skratka, najbolj, da kar začnemo z prvim delom. Se pravi, da se posvetimo prekarnosti kot pojmu. Peter Frankl je dejal, da danes pri mnogih želijo biti prekarci oziroma sami svoji šefi. Predvsem zato, ker jim država, če prejemajo normalno plačo, njim in delodajalcem za dohodnino, zdravstvo in pokojnino vzame toliko, da ni mogoče normalno preživeti. Uvodoma vas vse prosim za komentar takega gledanja na prekarnost. Kako ti gledaš na to izjavo, Goran? Ja, lep pozdrav. Izjava je dosti tipična, da pač delodajalec, v tem primeru gospod Frankl, nekako predvideva situacijo takšno, kot njemu odlično ustreza. Če seveda njegovim, tistim ljudem, ki naj bi imel dol zaposlitev, ki njega seveda mogoče malo več stane, ker mora ljudem, ki jih zaposli na nek način plačati tudi dopust, pa bolniško, pa kakšen regres, seveda lažje reči, da vse tega si oni ne želijo, vse jim je boljš, da so na svobodi. Tukaj se postavlja vprašanje, komu je boljš. Specifično izjave. Ja, zelo en tak lepo posrečen cinizem je to. Tako da v tem smislu pač seveda mnogim, da rečem mnogim, svoboda ustreza. Meni osebno v mojem trenutnem položaju odlično ustreza, medtem ko sem končal fakulteto in sem iskal neko predvsem stabilnost, varnost, nekako da se postavim nekako na svoje noge, mi pa tisto, kar sem dobil na tej svobodi, ni zadoščalo. In sem se takrat pač odločil za neko stalno službo, za nekaj časa in se potem kasneje spet odločil za svobodo. Spet imel kar dosti težav, da sem se potem postavil na svoje noge. Ko pa sem se enkrat postavil, mi je pač ta situacija zdaj v redu, nijem zdaj pripombo. Ampak hočem reči, da pač predvidevanje, da pa vsi si raje izberajo svobodo v vsakem trenutku svojega življenja, v vsakem položaju, v katerem se najdejo, in ne glede na to, kakšna svoboda se jim v bistvu ponuja, ker ni svoboda za vsakega enaka, je pa seveda nekako podajanje žogice.
in podajanje odgovornosti za to situacijo, ne. Tako da v tem smislu se strinjam, ja. To kar je nek cinizem. Kako vam ti gledaš? Ja, seveda je res ravno obratno, ne, v bistvu res je, da pravzaprav ne samo podjetja, pa tudi država, da ne upravlja svoje vloge v tem smislu, da bi mogla podjetja, ki ne izplačujejo, oziroma mislim, sploh bi mogla celotno polje urediti, ne, se mi zdi, da 3/4 SP-jev je pravzaprav usiljenih, ker 3/4 ljudi se ne namerava za poslovanjem ukvarjati s podjetništvom, pa je vse prisiljena imati SP-je, zaradi tega, ker vse razlog je zapravo, sam izjava je zelo cinična, pravzaprav, ne, v tem smislu, da tipična neoliberalna propaganda, ki govori, da smo si cepljeni na katolištvo, ki govori, da smo si za vse sami krivi, ne. Sistem pa potem nima nič, ne, v bistvu res je pa ravno obratno. Hvala, Aleksandar, kaj ti praviš? Jaz mislim, da je ključni opredelilni element prekarnosti ravno to, da je prisilna, da ni prostovoljna. Tisti, ki se želijo svobode in freelancerji so danes aktualni, predvsem na Zahodu je v redu in dajmo jim to možnost dopustiti. Problem pa nastane tam, ko je ta delavec oziroma ta prekarc prisiljen v razne oblike dela, ki pač ne odražajo dejanskega stanja. Mislim, da ni problem v različnih oblikah dela, kot so avtorska pogodba, podjemna, študentska napotnica. Ni glavni razlikovalni element med prekarcem to, da pač ni redno zaposlen. Prekarc je lahko tudi nekdo, ki je redno zaposlen, pa se mu verižijo pogodbo za zaposlitvi za določen čas, naprimer. Ali pa je zaposlen s krajšim delovnim časom. Tako da mislim, da oblika dela ni ključna. Ključno je to, da se delo, pa čeprav vsebuje elementi delovnega razmerja, potem opravlja, da se ta oblika izkorišča, zlorablja in da se uporablja v napačne namene. Mislim, da je tukaj ključna odgovornost države, da s postrenim nadzorom to nekako odpravi, ker je nenazadnje zakonodajna veja oblasti je pač na državnem zboru in na drugi strani pa vlada kot izvršna veja oblasti mora z nadzorom, z večjim nadzorom nad trgom dela te zlorabe omejiti, seveda, da bi zaščitila delavce in to je nekako njena primarna naloga, po mojem. Že sama terminologija, kako se uporablja pravzaprav v terminologiji izraz za delavce, to so proizvodni strošek, ne, v bistvu, ne, in tudi sofisticalni, deficitarni poklici, to je v bistvu en isti diskurs, ki pravzaprav izničuje samo naravo dela in tako naprej. Kaj so po vašem mnenju glavni problemi prekarnosti na ravni posameznika in kaj na ravni družbe? Deloma smo se tega dotaknili, ampak tako bolj sistematizirano me zanima vaš pogled. Mislim, da je Aleksandar načel ta problem, mislim, deloma že odgovoril, da je v bistvu problem, da je danes prekarno delo se pojavlja tudi tam, kjer naj se ne bi. Če nekdo leta in leta dela za enega in istega naročnika, potem ni razloga, da ima svoj SP in da v bistvu opravlja isto delo kot nekdo, ki je zaposlen za manjše plačilo, skratka, ne da bi imel vse pač nekako vso varnost, ki mu je nudi stalna zaposlitev. Skratka, je izrazito podrejenem položaju. In tega je ogromno. Tega v bistvu, da pri nas zato, zdaj iz različnih razlogov, ker je to sistemsko neurejeno, se pač ogromno delodajalcev odloča, da nekako pač jih stalne zaposlitve, redne zaposlitve, ki so zdaj že tako eksotične, pač preveč stanejo in nekako potiskajo mlade v to, da si pač uredijo SP, da delajo preko avtorskih pogodb in jih nekako, kot je rekel Aleksandar, prisilijo v to. In zdaj, seveda, če si ti, če opravljaš nek poklic, kakršen filmskega režiserja, je zelo težko
da imaš redno zaposlitev, to je jasno. To ti je jasno, ko tudi študiraš. Ko delaš na različnih projektih, imaš različne naročnike in je prekarstvo na nek način nujno, bom rekel, zlo, ki ga potem en doživlja pač kot z manjšimi in drugi pa z večjimi posledicami, nekomu bolje na kožo pisan kot drugim, ampak to je to. Ogromno poklicov pri nas danes pa se upravlja prekarno, popolnoma samo zato, ker pač delodajalec nekako izkorišča možnosti, ki so mu dane na škodo v bistvu svojih delavcev. Pa mislim, da niti ne, mislim, da obstaja zakon, to me boste popravili, ampak mislim, da obstaja zakon, po katerem pravzaprav, če ti 80% dela kot SP delaš pri enem delodajalcu, da te morajo v določenem roku zaposliti. In če tega ne naredi, je v kazenskem razmerju. In večina podjetij je pravzaprav v kazenskem razmerju, ker krši zakon. Ne? Problem je v tem, da je inšpekcija zelo podhranjena kadrovsko, ne? Ali pa politično predeljena. Tako kot je rekel Vid, težava je ravno v nadzoru. Če obstajajo elementi delovnega razmerja, gre seveda za delovno razmerje, kar pomeni, da mora delodajalec delavcu ponuditi, sploh zdaj v luči zadnje spremembe zakona o urejanju trga dela, mora ponuditi ustrezno obliko zaposlitve. Torej pogodbo o zaposlitvi z vsemi pripadajočimi pravicami, da se, kar je po mojem najbolj ključno, delavcu zagotovi socialna varnost, ki je nima oziroma je prikrajšan pri drugih, bom rekel, oblikah dela, ki za to vrsto dela pač niso pravilne. In dokler bomo imeli, ne vem, 70 inšpektorjev na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, se bodo te kršitve nadaljevali. Delavec kot podrejena stranka, mislim, težko bo tožila delodajalca, dokler ne bo v to prisiljena. Vsi vemo, da bo verjetno oziroma skoraj sigurno na delovnem sodišču ta delavec zmagal, sem do tega je treba priti. Sodni postopki trajajo. Kaj bo? Če nima alternative, bo seveda težko nasprotoval svojemu, bom rekel, delodajalcu do takrat. In tukaj je država tista, ki mora prevzeti vlogo nadzora, ne nazadnje zato imamo, in naj končno poveča število inšpektorjev in naj grejo na teren. Naj preverijo, ali so oblike dela, kot je rekel Goran, režiser, pač avtorska pogodba pri režiserju čisto v redu. Sej zakon o avtorskih pravicah, o avtorskih in sorodnih pravicah je čisto v redu zastavljen. Avtorska pogodba kot sama pogodba, z njo nimamo nobene težave. Če se to da režiserju, pa če se ga pošteno plača in tako naprej. Problem nastane, ko se potem avtorska pogodba na primer zlorablja in za druge namene. Zakaj? Da bi pač delodajalec oziroma delodajalec prišparal na račun delavca in se mu zato ne omogoči bolniška, ima mizerno plačilo in tako naprej. Ampak težko bo delavec kot podrejena stranka uveljavlja osobno varstvo, dokler ne bo v to res primoren. Dokler mu ne bo enkrat nekdo prekinil to pogodbo, pa bo prisiljen v to, da ga toži. To bo trajalo 6 mesecev na prvi stopnji, 5 mesecev na drugi, pol bo pravnomočno, pol bo pa dobil verjetno reintegracijo na delovnem mestu, pa odškodnine in tako naprej. To so postopki, ki trajajo in ljudje morajo nečesa živeti v tem času. In zato mislim, da je ključno, da tukaj nastopi država, naj končno zaposli dodatne inšpektorje na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo in naj začne upravljati svoje naloge v zaščiti te delavce. Jaz mislim, da tudi ni problem samo socialna varnost. Mislim, da je celo to naše trg dela. Ima ogromno enih težav, ker omogoča v bistvu res to, da se kot nekdo, kot človek, ki te nekdo najame na nekem delu, znajdeš v izrazito podrejenem položaju. In zdaj, če delaš kot običajno delajo pač prekarci za več naročnikov, imaš ta privilegij, da se s kakšnim tudi spreš, ga tožiš, da pač poskušaš doseči svoje. Če pa ti delaš samo za enega in od njega odvisen tvoj socialni položaj in tvoje preživetje, se je pa to veliko težje. Po drugi strani to nerazumevanje v bistvu projektnega dela, v bistvu prav nenavadno.
ogromno ljudi dela brez pogodb, dokler projekti niso zaključeni. In tukaj ne govorim mislim, skozi pogovarjamo o delodajalcih kot o nekem bav. Tukaj so javni zavodi, ministrstva, mislim, od tu naprej, mislim, univerze, mislim, tu naprej, mislim, da preden mi pridemo do tega privatnikov, je ogromno državnih inštitucij, ki počnejo isto in ustvarjajo to kulturo, v kateri potem živimo. Plačilni roki, mislim, to je to, da nekdo ne dobi plače, ki je redno zaposlen 15. ali 5. ali kar dolje dobi, je seveda se vsem zdi absolutno nedopustno. Da prekarec ne dobi plačila, ne... Jaz sem za mladinsko knjigo 8 mesecev čakal za honorar. To je še v redu. Sploh če ga dočakaš na koncu. Na novi reviji ga nisi nikoli razvijo. Jaz se spomnim enega pogovora, ki sem ga enkrat imel, ko smo debatirali o honorarju za en projekt in sem debatiral z enim človekom, ki me je najel, in smo debatirali in potem sem mu povedal svojo številko, in on mene začudeno pogleda, mislim, to je moja plača, in imamo res rečem, in koliko dolg ti delaš za to plačo? Pa je rekel, 1 mesec, sem rekel, jaz bom delal na tem projektu 3 mesece. Ti svojo plačo, imaš vse plačano, jaz si moram pa vse stroške pa plačati sam, In sem v bistvu si videl, koliko ljudje, ki niso šli skozi ta v tem položaju, v bistvu si sploh ne predstavljajo, kaj pomeni delati na projektu, kaj pomeni biti prekarc. Njemu se zdaj to preveč, mislim, ker je mislil, da jaz ob tem njegovem projektu sem tako na svobodi, delam še 7 stvari drugih, in da tukaj samo flikam, mislim, to bom samo denar, ki ga bom bolj za dopust porabil. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je celo to okolje zelo en kompleksen način nekako izprijeno. V redu, jaz bi sam pol koraka nazaj naredil Goran. Se pravi, v intervjuju si dejal, da ne bi bilo čisto prav, če bi se človek kot ti hotel riniti med prekarce in biti razumljen kot njihov del. Dodal si, da bi glede na to, kako delaš in živiš, rekel, da si na svobodi. Lahko opredeliš pojma prekarec in svobodnjak. Kaj je specifično za enega in kaj za drugega? V čem se razlikuje ta? Jaz predvsem izhajajoč iz svoje trenutne situacije, in to sem tudi tam v intervjuju povedal, res nimam razloga, da bi se pritoževal. Ko govorim, poskušam govoriti prvič na podlagi svojih nekih preteklih izkušenj, ko mi ni bilo tako dobro, kot mi je danes, ko ta svoboda mogoče ni bila vedno tako izbrana in najboljša opcija. Predvsem pa govorimo izkušnjah številnih drugih, ki jih je danes veliko več, kot jih je bilo, kot sem jaz začel na svobodi. In moja svoboda je izbrana. Jaz govorim, da sem na svobodi, zato ker sem izbran in sem dejansko počutil svobodenega, da lahko odslovim ta privilegij, da lahko izberam projekte, da ne rabim reči vsakmu ja. To sem si vedno želel, to mi je bilo glavno. Sem rekel, ko pridem do te točke, bom pa res zadovoljen s to svojo službo. Ko bom lahko, ko me nekdo povabi, rekel, tega se mi pa ne ljubi početi, tega mi ni treba. In to rabiš res dolg časa. To je v bistvu res dolg časa, ko si ne moreš, potem si pa tudi nekaj časa še ne upaš reči, ker ne veš, kaj pomeni, da nekomu rečeš ne, da zavrneš prenizek honorar, da zavrneš preslabe pogoje dela, da zavrneš projekt in enostavno leži, ker ne veš, kakšne ima to posledice v nekem tem malem prostoru, da se boš nekomu zameril. In se mi zdi, da jaz sem imel to srečo, da sem prišel do te točke, da lahko si to privoščim. Vidim pa, da marsikdo obtiči v prvem fazi, ko ne more reči ne, ali pa tudi v drugi fazi, ko bi mogoče že lahko, pa si še ne upa. In to so v bistvu prekarci. To so v bistvu, po mojem mnenju, večina v današnjem svetu je takšnih, ki v bistvu ne morejo zbirati projektov, ki ne morejo delati tistega in toliko, predvsem gre za kvantiteto dela. Skratka, jaz lahko si zberem, koliko želim delati, zato da tudi tiste stvari, ki jih zberem, potem naredim tako, kot si želim. Problem, ko si ti prisiljen delati več, delaš slabše, ima to seveda posledice. In v tem smislu pravim, jaz sem na svobodi, ker sem dejansko svoboden reči projektom, ki jih ne želim delati. Ne, hvala. Vid, rekel si, da umetnost ne more in na nek način ne sme biti vir preživetja. Da postane umetnik, čim umetnost ustvarja z namenom zaslužka omejen.
da se začne prilagajati temu, kar je kupcu všeč, ne več temu, kar želi povedati. Kolikšen delež tvojih kolegov in kolegic danes živi v prekarnosti? Jaz bi rekel, da kar večina, in to so v bistvu sami vrhunski umetniki, pa tudi humanistični znanstveniki, antropologi, sociologi, filozofi. Jaz sam sem študiral komparativo. Jaz mislim, da to, kar družba dela, je družba, ki je izrazito v današnjem času materialistično obravnana in dejansko jemlje kot humanistično izobrazbo, pravzaprav prišteva med sofisticirane poklice, se pravi nekaj, kar česar je preveč, ne, s čemer jasno izpušča, da je to tista osnovna, pravzaprav, da je ravno humanizem tista osnovna, bi mogel biti tisto osnovni temelj, na katerem bi mogla družba bazirati, ne. Se pravi, da je porušena osnovna hierarhija, pravzaprav. Duhovno delo samo ne pomeni praktično česar več in je težko pravzaprav prepričati materialistično naravnanje ljudi, da pravzaprav sploh kaj delaš, če nekaj pišeš, recimo. To je sodi v moče prostega časa, nekaj, kar z delom nima prave veze, ne, ker ni nič otipljivega in tako naprej. Jaz bom namenoma radikalen in bom rekel, da me na nek način spominja slovenska situacija, pa ne samo slovenska, govorimo o neoliberalizmu, ki se je dotaknil tudi nas na kitajsko Mao Tse-tungovo kulturno revolucijo, ne, se pravi, kjer delavci, ki imajo duhovno izobrazbo, ne, praktično so prisiljeni v materialno proizvodnjo s tem, da se pojavlja problem, ki ga prej ni bilo, in to je problem prekvalificiranosti, ne. Če imaš previsoko izobrazbo, so ti vrata marsikje zaprta, ne, za nižje, pač v narekovaju nižje poklice, ne. Tako da te je v bistvu zadeva zelo kompleksna. Država se po mojem obnaša kot pravzaprav, če smo imeli mogoče preveč države, imamo premalo, obnaša se kot kapitalist, ne. Noče posegati v samo funkcioniranje trga, v bistvu prepušča svoje, nima vizije, prepušča svoje državljanje v bistvu stihiji trga, znajdi se, kdor se more. In mislim, da je to glavni problem. Mislim, že prej smo v faksu govorili, toliko in toliko študentov pride ven vsako leto, ampak do vizije v bistvu, kako bi te ljudi država uporabila, ki jih nas zadnje financira, ni seveda vizije nobene. Zato, ker se v bistvu vsak briga samo za sebe in zato mi je všeč, da se pojavlja debata, da se pojavlja javni prostor, zato, ker sem imel občutek, da je že izginil in to je nakratko to, no. Kako je z prekarnostjo znotraj študentstva, Aleksandar? Te teme si se deloma že v prvem odgovoru dotaknil. Se pravi, ali je po tvojem študentsko delo tudi prekarno in če je, v katerih primerih? Študentsko delo je prekarno v tistem primeru, ko imamo fiktivno upisane študente in v bistvu izpolnjujejo elemente delovnega razmerja, pa ker so malo cenejši od redne zaposlitve, še naprej izkoriščajo študentsko napotnico. Tukaj moram sicer povedati, da se je spremembo zakonodaje v zadnjih letih, da so se fiktivni upisi močno omejili, tega je dosti manj, kot je bilo prej. Seveda obstajajo tudi dan danes, ampak če primerjamo, ne vem, današnjo situacijo s tisto izpred 5 let, je teh fiktivcev dosti manj, pa tudi te fiktivci so očitno prisiljeni v to, da delajo še naprej preko študentske napotnice. Drugače pa na študentsko delo gledam kot na socialni korektiv. Povprečni mesečni stroški študenta so 550 evrov, ne, to je ta naš brezplačen študij. 550 evrov ni malo, državne štipendije, povprečna državna štipendija je 180 evrov, približno teh štipendij je premalo. In študenti se seveda, če nimajo te materialne možnosti, če ne izhajajo iz neke
malo premožnejše družine seveda morajo poiskati alternativne vire financiranja in to se potem izkaže pač v primeru študentskega dela. In dejstvo je, da če si želiš študirati, moraš tudi seveda imeti denar za to. Študij, brezplačen študij je pač tako, bom rekel, bolj ena floskula kot drugo. Tako da v tem pogledu ne gledam na študentsko delo kot na prekarno delo. Predvsem v tistih primerih, pa kjer imamo fiktivno upisane študente in še enkrat poudarjam, teh je zdaj dosti manj, kot jih je bilo v preteklosti. Nenazadnje se tudi študentsko delo z zadnjo spremembo zakonodaje iz leta 2015 dodatno obremenilo. Študentje smo začeli in dijaki, gre za začasno in občasno delo dijakov in študentov, plačujemo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V pokojninsko blagajno smo lani prispevali dobrih 60 milijonov evrov, v zdravstveno blagajno dobrih 15 milijonov evrov, tako da tudi študentsko delo se več ne izplača, kot se je nekoč, in posledično zaradi omejitev fiktivnih upisov, kar seveda pozdravljamo, je to izkoriščanje omejeno. Zato pa uporabljajo avtorske podjemne pogodbe, SP-je pa druge, bom rekel, moderne iznajdljive rešitve. Če temo prekarnosti zdaj za trenutek aktualiziramo, me zanima, kakšno vlogo ima pri urejanju prekarnosti lahko predsednik republike. Kaj praviš? Vprašanje je, kjer predsednik republike? Ne vem, mislim, kolikor jaz poznam funkcijo predsednika republike, pa ne bom rekel, da jo poznam zelo veliko, ker se v zadnjem času nekako poskušam čim bolj ignorirati iz vidnih in vsem znanih razlogov. Mislim, da je dosti protokolarno, da nekako vsaj predsednik ni ta človek, ki bi lahko na ta način posegel v neko delo parlamenta, vlade, da bi nekako konkretne politike spodbudil, lahko jih na nek način odpre kakšne teme, ampak spet to ni, mislim, da če že govorimo nekaj, kaj je možnost politike, mislim, da prihaja čas, pa bo prišlo do tega, da bo enostavno neka politična stranka, neka smer prepoznala, videla v tem ureditvi prekarnosti svoj interes. Mislim, tu pri politiki pričakovati, da bojo oni to naredili zaradi ljudi, to mislim, da se vsi strinjamo, da s tem ni za računati. Skratka, oni morajo prepoznati svoj interes, v smislu, kakor ga je prepoznala stranka upokojencev, ki je v upokojencih videla svoj osebni politični interes in ga nekako začela zastopati. Zdaj, kako ga zastopa, vsi vemo, ali si jo domišljamo, da vemo, ampak hočem reči, da bodo verjetno prepoznali, da je veliko prekarcev volivcev, da je to nek problem, ki zadeva veliko ljudi, in da če boš ponudil rešitve, boš nekako bolj priljubljen, kot če jih ne boš. To je edina možnost, ki jaz vidim, in do tega bo prišlo, zato ker se ta tema vedno bolj enostavno tiče preveč ljudi, da bi jo bilo možno ignorirati. Ampak spet, prišlo bo zaradi tega, skoraj zato, ker bo neka politična stranka prepoznala svoj interes, ampak spet, ne smemo pa spet v tem videti samo slabo, se tako pride do sprememb v družbi. No, zdaj, da bi depliciral, se pravi, kaj je interes, je to javni interes ali je to osebni interes? Mislim, da je bolj osebni interes kot javni. Politika si želi neko priljubljenost, podporo na volitvah, njihovi politični interesi so, ne vem, urejanje stvari na določen način, ampak spravim, do tega, to je nek vrhunec tega, kar lahko mi od politike pričakujemo, da v tem reševanju tega problema vidijo nek svoj interes. Več kot to, zdaj sanjamo o nekomu, ki bo se en dan zbudil pa rekel, jaz bi pa res nekaj naredil za ljudi, poleg tega, da se takšnih politikov treba zelo bati, je tudi iluzorno za pričakovati. Kako gledaš ti na relacijo med prekarnostjo kot problemom in predsednikom republike, kot to dela? Ja, meni se zdi, da je to problem. Jaz bom začel s tem, mislim, da v družbi, kjer pravzaprav
se začne brisati ločnica med javnim in zasebnim, s tem, da javnost studira v sfero zasebnosti za biopolitiko, kako je treba živeti, kako je treba funkcionirati. Na drugi strani se dogaja privatizacija javne sfere, javno dobro, javni interes, javne debate pravzaprav zginjajo, oziroma zdaj se stvari malo spreminjajo, kakorkoli. Zdi se mi, da v taki državi pravzaprav se postanejo vprašljivi, da bo osnovni demokratični pojmi. Zanimiva beseda idiot ni vezana izvorno na klinično stanje, ampak pravzaprav idiot je izvorno grško tisti, ki se ne briga za javne zadeve. Ne? Se pravi, to dobesedno, ki se briga sam za svoje privatne zadeve ali za svojo lastno rit, kot bi se temu rekel. Ne? Bojim se, da je teh privatizmov, teh idiotizmov v politiki slovenski in splošni, zahodni, pravzaprav ogromno. Bojim se, da pravzaprav javna dobrina ni več v spredju, javni interes ni več v spredju. Pravzaprav ni tudi več ljudi, ki bi v bistvu, ki bi se jih upoštevali, ki bi na to opozarjali. Ne. Kar se pa tiče samega šolanja, absolutno, da sem popolni anarhist v tem smislu, da mislim, da bi mogli biti osnovne stvari, kot so šolanje, bivanje in zdravstvo, pravzaprav zasnovne za vse ljudi. In to je moje trdno prepričanje, da bi mogli tako biti. Se pravi, če razumem prav, se ti zdi, da predsednik republike v tem sistemu, v zdajšnjih okoliščinah. Predsednik republike je častna funkcija, on je da to, da se lepo obleče, da lepo izgleda, da se lepo smeji in to je to. Ne, pa da kakšno pametno reče, če se mu posreči slučajno. Aleksandar? Ja, mislim, da lahko predsednik republike vpliva na to področje toliko, koliko lahko vpliva na skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu. Torej nič. Zato so mi tudi ta soočenja popolnoma brezpredmetna, ko po 1 uro govorijo o, da se lepo izrazim, o brezpredmetnih zadevah, na katere ne bodo nikoli mogli imeti nikakršnega vpliva. Tako kot je Goran lepo predstavil, gre za neko protokolarno funkcijo, ne reče, da ni pomembna, je pomembna v mednarodnih odnosih, pri notranjem družbeno-političnem dialogu in tako naprej, ampak mislim, dajmo biti realni, izhajajoč iz ustavnih pristojnosti, vemo, da konkretnega vpliva nima, zato pa imamo tukaj parlamentarne stranke in to se potem pokaže na državnozborskih volitvah. Saj vemo, da programe političnih strank razen 50 novinarjev in 50 političnih analitikov nihče ne bere, zato v javnosti bolj ponujajo tisto, kar je pač, kar lepo zveni in na ta način nekako prepričuje. Ampak po drugi strani imamo potem naslednje volitve in pač volivci zbirajo, vsaj tisti, ki na volitve hodijo. Tako da konkretno v tem primeru mislim, da nima popolnoma nikakršnega vpliva. Seveda lahko organizira neke okrogle mize, predavanja, soočenja, lahko mogoče v državnem zboru predstavi neko svoje mnenje in gledanje, ampak resnici na ljubo ne more spremeniti, ne more premakniti zadeve niti za milimeter. Kdo je tisti, ki lahko po vašem mnenju razrast prekarnosti ustavi? So glavni deležnik sindikati, civilna družba, stroka ali politične stranke? Naj začnem s teboj, Goran. Sindikatom si pripisal pomembno vlogo pri normalizaciji razmer in odpravi prekariata. Si pa dejal, da se za ukrepi za zaščito prekariata zamuja. Katere ukrepe bi po tvojem bilo strani sindikatov dobro sprovesti takoj? Kaj lahko naredijo najmočnejše sindikalne centrale na tem področju? Jaz mislim, da sindikat, koga sem jaz imel v mislih, ni ta sindikat, ki ga trenutno poznamo. Jaz mislim, da se omogel nekak sindikat tudi iz 20. ali celo iz zgodnega 20. stoletja postavil v današnji čas. Mislim, da to, kar trenutno sindikalna gibanja zahteva, je seveda vse legitimno in vse prav, ampak se bodo mogli pač nekako zavedati, da je prekarnost tista, ki je današnja norma. Ne? Seveda, s tem ne pomeni, da nehamo ščititi vse redno zaposlene, ampak da dobimo neko drugačno, modernejšo obliko sindikalnih gibanj, ki bo uspela najprej ugotoviti, kaj v bistvu je tisto, kar prekarci, ki so si med seboj
zelo, zelo različni. Mislim, delavec 20. stoletja, ko si rekel, si točno vedel, kaj se to nanaša, v kakšnem položaju se nahaja, v kakšen njegov odnos do delodajalca. Ko rečeš prekarec, je to v bistvu ena enigmatična beseda, za katero se skriva tisoč in en različen položaj. In v bistvu naloga sindikalnega gibanja prva bi bila, da v bistvu izloči neke pereče v bistvu stvari, najbolj pereče probleme, s katerimi se prekarci soočajo, tiste, ki so najbolj nujno potrebne rešitve in jih začnejo odpravljati. Ena od takih bi bila definitivno recimo plačna kultura, ne, kjer in tu spet lahko začnemo pri javnih zavodih, državnih inštitucijah, ki ravno tako ali pa še bolj zamujajo z izplačili kot zasebniki. In tu bi lahko recimo potem tudi seveda politika, ker pač gre za državo, ustvarila neko drugačno kulturo. Potem seveda tu seveda nastopijo inšpekcije in tako naprej. Hočem, da pač stvari je ogromno, pač, ki jih je treba urediti, so manjše za nekoga v bistvu, ali se to uredi, ali niti nima takega pomena, za nekoga je pa to ključno, za nekoga, ki, ne vem, živi iz dneva v dan, je pač ključno, a dobi honorar takrat, ko mu po pogodbi pripada, ali pa ne vem, 3 tedne kasneje. Ne? In tu mislim, da od takih stvari se s takih majhnih, navidezno majhnih korakov se lahko zelo veliko naredi, ne? Da se zavemo, da pač če nek trg dela pač se pač večinoma so ustvarjajo prekarci, ne, da je ta trg dela še toliko bolj nujno mora biti urejen, ker drugače v bistvu je prekarcem, ljudem, ki so na svobodi, zelo težko preživeti. Ne. Se ti zdi, da sindikati dajo premali poudarek na zaščiti prekarnega dela? Mislim, se mi zdi, da so se zelo prepozno odzvali. Mislim, zdaj seveda mi zamujamo 10 let, mislim, prekarnost je pereča tematika že zelo dolgo, pa se mi zdi, da se zadnje čase malo začne bolj, da se usliši na tej temi, kaj je bolj resnega pa konkretnega. Tako da v tem smislu se mi zdi, da je veliko stvari, ki jih moramo urediti, da bo lahko nekdo, ki je prekarec in sploh pa začetnik, ne, ki šele vstopa na ta trg, lahko normalno na tem trgu funkcioniral, da bo imel neko zaščito, ker ščitilo ga bo pa to zavedanje, da bo dobil denar takrat, ko mu je obljubljen, recimo. Ne. In da ne bo skozi razmišljal, a bo denar dobil, a bo mogel koga tožiti, a bo mogel iti v kakšen pravni spor in tako naprej. So si skozi v nekem permanentnem občutku ogroženosti in tako naprej. Ne. Na ta način. Vse to, ne, mislim. In ni glih fajn biti. Ne veš, iz kjere strani te bo zadev, kaj bo, ne, pač. Vidite, jaz bi imel eno konkretno vprašanje povezano z akademiki zate. Se pravi, kakšno vlogo imajo pri urejanju razmer akademiki in raziskovalci? Kako lahko oni pripomorejo k izoblikovanju bolj odločnih zahtev za zaščito prekariata? Predvsem pri akademikih to pogrešamo v bistvu to, da v bistvu eno teorijo, ne, ki bi podprla pravzaprav, kaj prekariatstvo pravzaprav je, ni, kolikor vem, neke resne teorije. Če drži, kar je Žižek rekel, da je najboljša praksa nazaj k teoriji, ne, se mi zdi, da je velik problem. Zaradi tega, ker tudi akademizem zbeži v svoje kamrice in se ukvarja s preteklostjo namesto sedanjostjo. Ne. In mislim, da 11. Feuerbachova teza še vedno velja. Ne. Filozofija je zato, da spreminja svet. Ampak nažalost se akademizem obnaša ravno nasprotno. Pa politične stranke, Aleksandar, misliš, da bi reševanje prekarnosti lahko kdaj postalo srednja politična tema, o tem je prej govoril že Goran? Ja, mislim, da nas to čaka v neki bližnji prihodnosti. Redne zaposlitve, mislim, da ne bodo več aktualne, tako da bo to vse bolj pereča problematika. In mislim, da tukaj, kot sem že prej povedal, ključna vloga države, da preko svojih organov nadzira. Mislim, zakonodaja je eno, izvrševanje le-te v praksi je pa drugo.
In če nimamo sistema korenčke in palice, torej če nimamo opredeljenih sankcij, sankcije pa izreka nek nadzorni organ, ki ne sme biti kadrovsko podhranjen, kot je inšpektorat za delo danes, bodo zadeve laufale. Sej vemo, kako se sprejema delovno-pravna zakonodaja. Prvo je na ESS-ju, torej na ekonomsko-socialnem svetu, ki je tripartitno sestavljen, vlada, delodajalci pa sindikati. Za zaprtimi vrati se nekaj zmenijo, pa pride do nekega konsenza med vsemi tremi, pol pa prije ta zadeva šele v državni zbor. In šele takrat je javnost s tem seznanja. In če prije slučajno do kakšnega, ne tle bodo sindikati na noge, ne tle bodo delodajalci na noge. Mislim, dokler bodo prišli do interesa delavca oziroma prekarce, je ta pot je kar dolga. Ampak mislim, da z majhnimi koraki, kot je povečanje nadzora, dajmo zaposliti dodatnih novih 100, 150, 200 inšpektorjev za delo, ki nas ne stanejo nič, sploh glede na predvidene sankcije za delodajalce, kar pomeni, če strogo ekonomsko gledam, da bo država njihove stroške že s sankcijami pokrila, bo to majhen korak, za državo majhen korak, ki bo za slehernega prekarca po mojem veliko pomenil. Kakšno vlogo bojo pri spodrivanju prekarnosti prevzeli študenti in njihove organizacije, da bi vstal kar pri tebi, Aleksandar? Tukaj bi rad omenil, da je zadnja novela zakona o urejanju trga dela končno pripeljala evidenco študentskega dela. In to bo po mojem tudi korak v to, da se nadzor poveča. Evidenca bo seveda v elektronski obliki in inšpektor, ko bo prišel na teren, bo videl, bo primerjal evidenco študentskega dela z evidencami delodajalcev in že takrat bo že na podlagi ur, na podlagi trajanja njihovega razmerja, bo videl, ali obstajajo elementi delovnega razmerja in bo mogel pač ustrezno sankcionirati. In je to nek korak v to. Mislim pa, da glede civilna družba je tukaj, sindikati, študentske organizacije, druge nevladne organizacije so tukaj, da opozarjajo na te države, da opozarjamo na te države. Ni pa na nas, da sprejemamo zakon, tudi če bi hoteli, ne bi mogli, ker imamo za to politične stranke, ki so v državnem zboru. Tako da še enkrat apel državi naj končno začne urejati tudi to problematiko. Jaz mislim, da bo to zelo težko zaradi tega, ker so v bistvu upleteni predvsem zasebni in privatni interesi. Tako da država, ki v bistvu skrbi, ko postavlja privatno pred javno, mislim, da se to dogaja in mislim, da je to osnovni problem. Kako pa gledaš videti ti na relacijo med študenti, študentskimi organizacijami in odpravo prekarnosti? Jaz bi predvsem opozoril na to, prej smo govorili o nevladnih organizacijah, v bistvu problem financiranja, v bistvu nevladne organizacije, ki kljub vsemu na nek način se mi zdi, so tiste, ki bi mogli vladi kazati v bistvu neko kritiko, delujejo pa dejansko kot lovke vlade in to je velik problem lahko. In jaz mislim, da dejansko pogrešam v civilni družbi eno resno opozicijo temu sistemu, tako levemu in kot desnemu krilu, pravzaprav neko neodvisno pozicijo, pravzaprav, ki je v bistvu nesistemska, zato se dogaja na socialnih robovih, ampak da je prevzem preživetja in težko je biti vključen v tej opoziciji, pa hkrati biti pravzaprav izven sistema in preživeti. In to je osnovni problem, pravzaprav. Lahko ti uspe, ampak če se uspe, se že na nek način sistemič. Jaz nimam neč, meni se zdi, da je Luka Mesec krasen politik, ampak takoj, ko bo dobi plačo čez 4000 evrov, pa ne verjamem, da pravzaprav lahko govori o prekarnosti. Treba je znižati plačo Luki Mesecu. Ja, jaz bi si znižil, če bi bil na njegovem mestu, definitivno. Ne, jaz sem sam hotel nekaj vprašati. Ti skozi zdaj poudarjaš odprava prekarstva. Jaz ne vem, a verjamemo v to, da je to možno odpraviti, zmanjšati, spodriniti, ali je v bistvu, mislim, zanima me, kaj je v bistvu ideal. Je ideal urediti razmere tako, da bojo prekarci normalno funkcionirali, ker se mi zdi, da pač nekak trg dela, tako ne vem, gre v to smer, da pač
da so mu prekarne oblike dela vedno bolj ljube, ne, da pač nekako, ne glede na to, kako pač zasebniki radi jamrajo, da je davek na plače previsok in da se za to odloča, ampak se mi zdi, da ko se zdi, da to projektno delo postaja neka norma, neka potreba podjetij, ki imajo vedno različnejše projekte, skratka, vedno manjša potreba po ljudeh, ki bi 20-30 let delali v isti pisarni. In se mi zdi, da pač, ne vem, a zdaj resnično verjamemo v to, da bi prekarnost odpravili, ali je v bistvu, se mi zdi, bolj smiselno razmišljati o tem, da bi prišli do nekega urejenega pač trga dela, kjer bi bila prekarnost nekako, ki bi zagotavljala neko normalno preživetje, ki bi nujala neko varnost in kjer pač ne bi bilo teh anomalij, ne, kjer bi bilo to, ne vem, podobno kot, ne vem, imamo stanovanjski trg, kjer je pač so trgi stanovanjski, kjer v bistvu to, da si ti podnajemnik ni tako kritično kot na kakšnih neurejenih trgih, kjer ti pač sistem zagotavlja normalno varnost, plačuješ tisto najemnino in te ne more kar nekdo priti pa vam več na cesto. Hočem reči, da pač v tem smislu, da tudi prekarc prihodnosti pač bo primerljiv z redno zaposlenim, ne bo pa redno zaposlen. Jaz sem čem dvomim v to. Jaz sem čem dvomim v to. Tako jaz se govorim, ker sem bil neposredno izvan, me pa zanima pa za drug del tudi, kako publika v bistvu gleda na to. Jaz bi prav pri besedi prekarc postal. Prekarc je, beseda prekarius je izprošen, se pravi človek, ki je v podrejenem položaju, ki živi slabo in ki živi v pač zelo nesigurnem položaju. Jaz ne vem, osebno mislim, sicer je to ideal, to, kar si rekel, ampak prekarnost bi bilo po mojem treba izkoreniti in na njeno mesto upeljati druge oblike trenutno atipičnega dela, ki pa bodo nudile neprekarnost. Se pravi, ne delati v bistvu 30 let na isti poziciji, se pravi, menjati poklice, tudi mogoče področja, ampak imeti socialno varnost, ki jo imajo zdaj delavci za nedoločen čas. Tako je zdaj stvari. Prosti, vidiš? Mislim, že malo pozabil repliko, ampak jaz sem čel dvomim, da se spomnim, jaz sem čel dvomim, da pravzaprav predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je prekarnost vključuje tudi pravzaprav neko obliko brezpravnosti. V bistvu prekarci so v bistvu brezpravni, ne samo izkorošeni ljudje, v bistvu kjer ni nobene zaščite in tako naprej. Dokler se bo težko vidim, v bistvu problem je v organizaciji pravzaprav. Dokler ne bomo imeli resne opozicije, pravzaprav se mi zdi, da ne bomo nikamor daleč prišli.